V okviru glasbenega abonmaja sta v Kulturnem centru Janeza Trdine nastopila glasbena virtuoza Lovro Pogorelič na klavirju in Aleksander Milošev na violi. Novomeškemu občinstvu sta se predstavila s Šostakovičevo sonato za violo in klavir ter Frankovo sonato za violino in klavir v A-duru. Lovro Pogorelič je eden najbolj nadarjenih hrvaških pianistov in je navajen osvajati pomembne svetovne koncertne dvorane. Kot pravi, se je način življenja skozi čas sicer res spremenil, glasba pa ohranja svoj značaj. Glasbo za koncerte izbira glede na trenuten navdih. Slovensko občinstvo mu je zelo pri srcu, prav tako dvorane, v katerih gostuje. Za njegov način igranja pravijo, da je izrazito ponotranjen. Pogosto stvari izpadajo drugačne, kot so. Ljudje o vas mislijo nekaj, a resnica je lahko povsem drugačna. Ni to neka moja ideja, ampak če se nekomu zdi tako, lahko rečem samo super. Tudi Zagrebčan Aleksander Milošev je vajen tujih koncertnih dvoran. Danes pa je vodja sekcije viol v orkestru Slovenske filharmonije. S Pogoreličem se poznata že več kot 30 letja. Skupaj sva igrala že pred več kot 20 leti. Velikokrat sem igral tudi z njegovim kvartetom Tartini. Druživa se tudi izven koncertnih dvoran. Najljubšega glasbenega mojstra nima. Najbolj pri srcu mu je tisti, ki ga trenutno izvaja. A Lovro Pogorelič je več kot le pianist. Leta 1999 je na Pagu začel pisati novo zgodbo s Pag Art Festivalom, katerega umetniški vodja je. Primijetili smo ove godine Letos smo naredili korak naprej pri občinstvu. V primerjavi s preteklim letom je festival obiskalo veliko več ljudi. Pa ne samo, da je prišlo več ljudi. Naše osnovno vodilo je že od začetka, da je to festival resne glasbe z resno interpretacijo. Ni pomemben le program, temveč tudi, kdo ga izvaja in kako ga izvaja. Po tej plati sem zelo zadovoljen z razvojem festivala. Vsi naši solisti imajo proste roke, da igrajo, kar najbolje znajo v danem trenutku. Kako pa sam vidi prihodnost klasične glasbe? Danes je bistveno več klasičnih glasbenikov, kot jih je bilo kadarkoli, tudi koncertov je bistveno več. Morda je vtis, da na koncertih ni veliko občinstva, ampak to je zato, ker je veliko koncertov. Pogorelič je tudi profesor klavirja na Akademiji za glasbo v Zagrebu, kjer tudi živi. Zelo sem zadovoljen s premikom na Zagrebški glasbeni akademiji. Prvič zato, ker imamo novo zgradbo, ki smo jo dobili 2 leti nazaj in odgovarja na vse naše potrebe, ter je ena od najzanimivejših stavb tega tipa v Evropi. Poleg tega pa je opazen dvig kakovosti naših študentov, ki so začeli osvajati nagrade na resnih svetovnih tekmovanjih.